Dober dan, želim vsem skupaj, spoštovane in spoštovani. Predno bomo začeli, imamo eno presenečenje, recimo temu tako za vas. Namreč eni prvih boste, ki boste prisluhnili skladbi, ki je sicer še vedno v demo obliki, rabi še nekaj dodelave, ampak zdi se nam prav, da vam jo zavrtimo in da jo slišite. To je skladba, ki je posvečena Petru Petriču, pripadniku 3. bataljona 21. brigade teritorialne obrambe, ki je padel za Slovenijo na Brniku, ko je z tromblonom napadel tanke jugoslovanske armade, zadev je poveljniški tank, žal pa ob tem izgubil življenje. Po Petru se sedaj imenuje vojašnica Slovenske vojske v Kranju in to je pesem, ki je posvečena njemu, pa naj bo to en tak uvod pred uradnim začetkom današnje prireditve. Beli križ, znamenje ob poti, korak zaustavi, hrup naj te ne zmoti. Tukaj je padel z armbrustom v roki mlad Slovenec Peter, tu leži v tihoti. Počasti mu spomin in spet dalje kreni. To je kraj poguma, zakaj sam se zmeni. Poslali so nad nas zlovešči zid jekleni, ustavil ga je pogum, zaradi njih smo osvobojeni. Beli križ, znamenje ob poti, korak zaustavi, hrup naj te ne zmoti. Tukaj je padel z armbrustom v roki mlad Slovenec Peter, tu leži v tihoti. Počasti mu spomin in spet dalje kreni. To je kraj poguma, vsak naj sam se zmeni. Poslali so nad nas zlovešči zid jekleni, ustavil ga je pogum, zaradi njih smo osvobojeni. Spoštovane in spoštovani, začenjamo slovesno obeležitev 35. obletnice sprejetja vojaškega zavarovanja osamosvojitve Slovenije, pristava 1990-2025.
Spoštovani osamosvojitelji, spoštovani uporniki z razlogom, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, dragi prijatelji. Letošnje leto gospodovo 2025 je leto okroglih obletnic pomembnih dogodkov na poti do samostojne Slovenije. Mineva 35 let od prvih demokratičnih volitev, nastopa nove vlade, nezakonitega odvzema orožja, ustanavljanja manevrske strukture narodne zaščite kot zametka Slovenske vojske, pa pomembne odločitve v Poljčah in seveda korona vsega tega leta, plebiscita decembra meseca. Ob oblikovanju manevrske strukture narodne zaščite je bilo za njeno organiziranost potrebno pripraviti in sprejeti ključne dokumente. In tu na pristavi se je odvil eden najpomembnejših dogodkov osamosvojitve. 7. september 1990 so ključni akterji nastanka takratnega obrambno-varnostnega sistema sprejeli, predvsem pa formalizirali strateške dokumente, ki so bili temeljna podlaga za zaključno fazo organiziranja simbioze vojaško-policijske organizacije manevrske strukture narodne zaščite, na kateri je ob agresiji jugoslovanske armade na komaj samostojno Slovenijo temeljil učinkovit in uspešen oboroženi odpor. Prvič je bila v teh dokumentih jugoslovanska, takrat še ljudska armada tudi jasno opredeljena kot morebitni agresor oziroma ključna nevarnost za slovensko osamosvojitev. Vse to se je potrdilo v vojni za samostojno Slovenijo, v kateri so premnogi domovini darovali največ svoje življenja. Z minuto molka se spomnimo na vse te junake. Častna nota, mirno, častni pozdrav. Slava jim. Tako, sedaj pa bomo, spoštovane in spoštovani, z prizorišča pospremili gardno enoto Slovenske vojske. Oni korakom naprej. Hvala lepa. Gardni enoti, torej na dogodke, ki so se tistega septembra leta 1990 zgodili tukaj na pristavi, so seveda, pa to vsako leto poudarjamo in je prav, da poudarjamo, ponosni tudi v matični občini, torej v občini Ivančna Gorica. Zato k besedi vabim podžupana gospoda Tomaža Smoleta. Hvala lepa za besedo. Prinašam vam iskrene čestitke in lepe pozdrave strani župana Dušana Strnada, ki je žal odsoten, sicer bi vas nagovoril on. Dobrodošli v občini Ivančna Gorica, kjer živimo in delamo pod sloganom Prijetno domače. Dobrodošli v občini, kjer že od nastanka občine vlada desnica, vlada Slovenska demokratska stranka, zadnje 3 mandate z absolutno večino. In dobrodošli v občini, ki se silovito razvija v zadnjem obdobju
ne samo v smislu povečevanja prebivalstva, ampak tudi povečevanja BDP-ja in v marsikaterem drugem pogledu. In hkrati dobrodošli v občino, ki se življenja veseli in je zato v zadnjem obdobju na samem vrhu po naravnem prirastu v Sloveniji, ne zgolj relativno, ampak absolutno. Zakaj vam pravim te stvari? Nekaj dni nazaj sem gledal po televiziji košarko, Slovenija, Francija. Na začetku sem se spraševal, od kdaj je Francija v Afriki. Pa ne zaradi tega, nisem rasist in je barva kože v končni fazi nepomembna, ampak na koncu se je zgodilo nekaj, kar je bilo do zdaj nepredstavljivo. Pač mladenič je v neki, še sam ne ve točno, zakaj je naredil gesto, zaradi katere je bil potem deležen kritik tako strani svoje ekipe, svoje države in pa seveda vseh drugih. V tem hipnem nagonu je osramotil sebe, svojo ekipo in svojo državo. Kako je lahko prišlo do tega, še ne vem, par prvenstev nazaj je bila podoba drugačna. Enostavno. Zahodna Evropa počasi izginja pod navalom takšnih in drugačnih migracij in predsednik je v enem izmed nagovorov na spletnih omrežjih povedal, ko Slovencev več ne bo, tudi Slovenije ne bo. Takrat bojo prizadevanja izpred 35 let postala jalova. Zato je prav, da se spominjamo teh dogodkov, da jih poudarjamo, čeprav jih marsikdo želi izničiti. Zato ste vedno dobrodošli v naši občini, zato se tudi sami trudimo, da ljudje teh dogodkov ne pozabijo. In zato, da ne bo nekoč, nekje, nek mladenič osramotil sebe, svoje ekipe in svoje države Slovenije. Da bomo ohranili ne samo svobodo, samostojnost, ampak tudi svojo kulturo. Hvala lepa. Hvala lepa županu. Kot vedno vsako prireditev ozaljšamo slovensko pesmijo in slovensko besedo. Pihalni kvintet Orkestra Slovenske vojske nam bo sedaj zaigral, za njim pa bo pred mikrofon stopil naš dobri prijatelj, velik domoljub Tone Kuntner. Pesem se pogosto izraža kot molitev. Molitev pa je pravzaprav ponavljanje priprošnjih misli in srčnih besed. Zato mi dovolite, da povem, ker morda za koga že ponavljam, dve molitvi.
v nadaljevanju svojo, najprej pa Prešernovo. Da bi nebesa milost nam skazale, odtajati Kranja našega sinove. Njih in Slovencev vseh okrog rodove z domačimi pesmami Orfeja poslale. Da bi nam srca vnel za čast dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele, da bo sladkote njega poezije potihnil ves prepir. Bile vesele, viharjev, jeznih mrzle domačije. Hvala lepa, dragi Tone. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob 20-letnici dogodkov tukaj na Pristavi obnovilo ta pomnik na te dogodke, ki so se zgodili 7. septembra leta 1990. Zato zdaj k besedi vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in predsednika osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Spoštovani gospod podžupan, dragi ministri Demosove vlade, spoštovani borci in organizatorji naše obrambe, dragi demokrati in domoljubi. Leta se nabirajo, 35 let je, odkar se je to zgodilo. Spomin pa ostaja jasen, hvaležnost pa se mi zdi se poglablja. Marsikdo me je v teh letih vprašal, kaj in kako pa bi bilo, če takih sestankov, kot je bil tukaj, ne bi bilo. Potem tudi ne bi nič praznovali. Veste, da so bili pripravljeni seznami, da so bile pripravljene lokacije in če se Pristava ali na nekem drugem kraju ne bi zgodilo to, o čemer jaz rečem prvi bojni načrt proti agresiji, potem bi na trgu revolucije, ki bi se še naprej tako imenoval, govornik intimno jugoslovanske opcije, mogoče omenil v slavnostnem nagovoru neke entuzijaste, ki niso več verjeli v bratstvo in enotnost. Jaz se vam vsem tistim, ne samo tistim, ki ste bili na tem sestanku, Janez, Igor, žal tukaj ni več nekaterih takratnih udeležencev, sem vam hvaležen, da ste takrat razumeli, kaj je pomenila čestitka Jugoslovanske armade oziroma Beograda na dan izvolitve Demosove vlade. Če te zavesti ne bi bilo, da je to vojna napoved, verjetno tudi tajnega sestanka na Pristavi ne bi bilo. Ta kraj in to dejstvo pomeni eno od bistvenih točk na poti v osamosvojitev. Če se ne bi tukaj tako pripravili, verjetno ne decembra, ne junija ne bili pripravljeni za tisto, kar nas je na koncu čakalo. To zaporedje dogodkov pomeni, da smo bili tisti, ki smo bili odgovorni za pot osamosvojitve, da smo delali to s polno zavestjo in s polno odgovornostjo. Vsem tistim, ki so nam zaupali, pa se z tega mesta še enkrat zahvaljujem. Tisto zaupanje, tista podpora je bila zelo pomembna, najmočneje pa se je izkazala s plebiscitom, ki ga je moral vzeti na znanje cel svet.
Torej, če ne bi bilo takih odločitev, nas je bilo za kakšno manjše brezno in bi bili mogoče danes pogrešani, kot so pogrešani še številni. Rad bi se pa še dvoje bi rad še omenil. Posebej bi rad danes med nami pozdravil doktorja Janeza Zorca iz Pariza, človeka, ki je bil vladna zveza v Parizu do francoske vlade. Ko se je predsednik naše države z nasmehom spraševal, kaj dela predsednik vlade v Parizu, je ta mož poskrbel, da smo videli nekaj ključnih francoskih politikov, kar je bilo zelo pomembno za razumevanje Francije, za našo stvar in kasneje tudi za to, da smo se izločili iz jugoslovanskega paketa in pristali na kopenhagenskem svetu, Evropskem svetu, kjer je bila sprejeta odločitev glede širitve. Dragi Janez, jaz sem ti hvaležen takrat za tisto pomoč, ki doslej ni bila vrednotena, jo želim pa tukaj javno izpostaviti in ti izreči hvaležnost za to. Tretja zadeva. Gospod dr. Janez Zorc je astronom in on je podoben pesnikom. Astronom in pesniki vidijo malo dlje. Zdaj, končal bi pa z besedami namenjenimi vsem, ampak se bom spomnil tega, kar je rekel podžupan te občine. Iskrene čestitke k vašemu veselju do življenja, k jasni privrženosti slovenski kulturi in vrednotam, ki so nam pomagale tudi do osamosvojitve. Tistim, ki pa niste iz te občine, pa svetujem, da tekmujete s to občino in jih premagate v številu otrok in v veselju do življenja. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku gospodu Lojzetu Peterletu. Danes so z nami tudi pevci moškega pevskega zbora Prijatelji iz Šentvida pri Stičniki. Nam bodo sedaj zapeli, potem pa bo nekdo, ki tudi vidi najdlje, Tone Kuntner, še svojo molitvijo prišel na vrsto. Žalost mene premaguje, ker zapustil bom svoj dom, šel bom daleč kraje tuje, več nazaj prišel ne bom. Domovina,
glasoval. Vi me boste spremljevale, ko v tujini bom sam val. Domovina, domovina, z Bogom, zadnji krat. Bog vektira, bo ravnina, grob dajala mi enkrat. Bog vektira, bo ravnina, grob dajala mi enkrat. Molitev za spravo. O Bog, ki veruješ v ljudi, začasne popotnike in sopotnike blatnih zemeljskih dni in poti, ki vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim, daj, da živi pokopljajo mrtve. Daj mrtvim pokoj in živim mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prelitev kri in zločine. Odpri ljudem, Bog, oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast, kajti prišel je čas za čast, ter čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo. Usmili se jih, ki so gluhi za čast in za človeško ljubezen do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen. O Bog, usliši Toneta. 7. septembra leta 1990 so se tukaj sestali najpomembnejši tvorci manevrske strukture narodne zaščite: Igor Bavčar, Janez Janša, Tone Krkovič, Vinko Beznik in Jože Kolenc. No, danes pa z velikim veseljem lahko med nami pozdravim hčeri Vinka Beznika, Tajdo in Taro. Hvala, da ste prišli. Na tem pomembnem sestanku so analizirali nastali položaj in dosedanje ukrepe pri organizaciji manevrske strukture narodne zaščite. Dorekli so globalni načrt delovanja narodne zaščite, še posebej sodelovanje milice, ki je bila neločljivi del MSNZ-ja. Tone Krkovič je pripravil in predstavil predlog vojnega načrta, predstavil je tudi dokončno organizacijsko shemo manevrske strukture ter druge ukrepe na podlagi navedenih dokumentov. Po sestanku je pripravil tudi nujne delovne dokumente in delovne karte. Sestanek na pristavi je zgodovinski, saj je bil na njem sprejet in potrjen dokument za vojaško zavarovanje osamosvajanja Republike Slovenije. Spoštovane in spoštovani, naš slavnostni govorec je udeleženec sestanka na pristavi, eden ključnih mož slovenske osamosvojitve, takratni obrambni minister, gospod Janez Janša. Spoštovani gospod podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole, veteranke in veterani, predsednik in člani prve osamosvojitvene vlade, skupščine, kar nekaj nas je tukaj, dragi rojaki iz Ivančne Gorice. Zdaj 35 let nazaj se je tukaj dogajalo to, kar piše na tem spomeniku.
Mislim, da sem bil govornik tudi ob 30. obletnici pred 5 leti. Takrat smo precej natančno opisovali, kakšno je bilo vreme, pa kakšno je bilo počutje in kako je pravzaprav bila izbrana pristava za ta sestanek, zato tega ne bom ponavljal. Bi pa rad naredil eno primerjavo, glede na to, da tudi danes živimo v zanimivih in precej izzivalnih časih in da vsak čas zahteva svoje ukrepe, svoje predvidevanja in tudi pogled naprej. Zdaj, takrat, nekaj mesecev potem, ko je prisegla prva slovenska vlada, osamosvojitvena vlada, in ko so nas praktično na isti dan razorožili, takrat, nekaj mesecev po tistem dogodku, je na tem mestu na pristavi v bistvu štab manevrske strukture narodne zaščite ali pa slovenske obrambe, kakorkoli to imenujemo, šlo je za isto stvar, bil postavljen pred dilemo, kako zavarovati ukrepe slovenske osamosvojitve, kajti to je bil ukaz, ki ga je Demosova vlada dobila na volitvah in na nek način je bil to tudi ukaz slovenske skupščine, ki je, mislim, 2. julija leta 1990 sprejela deklaracijo o samostojnosti. Zdaj, da bo slika bolj jasna, ne, pred kakšno dilemo ali pa pred kakšnim izzivom smo bili tukaj na pristavi, naj navedem nekaj številk. Jugoslovanska armada, ki je bila v dokumentih, so bili tukaj potrjeni, prvič uradno imenovana kot potencialni agresor, je imela na papirju, takrat so rekli, 4. ali pa 5. najmočnejšo vojaško silo. Zdaj, v številkah je bilo to 500 bojnih letal, nekaj tisoč tankov in oklepnih transporterjev, vojna mornarica, tisoče topov. Na spisku vojaštva je bilo več kot 1 milijon ljudi, aktivne in rezervne sestave. Sedaj v tem milijonu so bili všteti tudi Slovenci, Hrvati, ki verjetno ne bi udejanjali to moč, ki je bila zapisana na papirju, kljub temu pa tudi, če vse to odštejemo, ne, je bilo razmerje sil za Slovenijo bistveno bolj neugodno, kot je bilo recimo razmerje sil neugodno za Ukrajino, ko je februarja leta 2022 doživela polno agresijo Ruske federacije. Mi pravzaprav poleg nekaj tisoč kosov pehotnega orožja, ki so ga zadržali v 14 občinah, občinski štabi teritorialne obrambe ob razorožitvi, ker so se temu uprli, pa pehotnega orožja, ki ga je imela slovenska policija, nismo imeli ničesar. In zdaj, ko smo takrat te načrte potem predstavili tudi navzdol, poveljniški strukturi manevrske zaščite in policije, je bilo tako veliko bledih obrazov, ker so bili to ljudje, ki so se pač zavedali tega razmerja sil. In zdaj, ko smo se potem pogovarjali v skupščini z poslanci oziroma takrat še delegati, zdaj pa je bil pa ta vprašaj še večji. Zdaj, kako bomo pač to zmogli? Ker po nobenih principih vojaške teorije nismo imeli nobenih šans. No pa kljub temu se je črni scenarij odvijal, ko je Slovenija razglasila po izglasovanem plebiscitu samostojnost, smo bili napadeni. Napadeni smo bili od sovražnika, ki je bil tukaj prvič opredeljen kot sovražnik. Napadeni smo bili od sovražnika, ki je razpolagal praktično z vso to vojaško tehniko, ki smo je tudi tukaj imeli na papirju pač narisano z rdečo. In napadel nas je sovražnik, ki je imel nažalost veliko
bom rekel, veliko podporo, tudi v tujini imel toleranco, v tujini, ker v obrambo Slovenije ni stopil takrat nihče. So imeli simpatije, tiste prve dni, tisti, ki so bolj poznali situacijo, dočim je bilo pričakovanje približno takšno kot ob ruski agresiji na Ukrajino, se pravi, Slovenija bo klonila in treba se prilagoditi novi situaciji. Slovenija ni klonila in Slovenija ni klonila zaradi tega, ker so se te priprave začele pravočasno in ker se nismo ustrašili tega razmerja sil. Če se tega razmerja sil ustrašili, potem tega načrta ne bi bilo. In tukaj smo se zavedali tudi dejstva, da je pa na naši strani ena številka in to je število ljudi, ki so pripravljeni delati za slovensko samostojnost in na koncu tudi braniti. Vedeli smo, da gre ta številka v 100 000 in smo nekako tudi verjeli in upali, da na drugi strani ni 100 000, ki bi bili pripravljeni dati življenje za to, da Slovenci ne bomo samostojni. In tukaj smo imeli prav. Tukaj smo imeli prav, ker ko je šlo za res, iz Slovenije ljudje niso bežali, ampak so se mnogi javljali kot prostovoljci na postaje policije in štabe teritorialne obrambe, celo iz Argentine, iz Kanade, iz Amerike, iz Avstralije so klicali ljudje, nekateri so tudi prišli, so se ponujali kot prostovoljci. Zdaj naš problem je bil, da smo bili tega zelo veseli, nismo imeli orožja in opreme za njih. Vse dokler nismo zavzeli po tistih prvih dneh skladišč Jugoslovanske armade in takrat je Slovenija prišla v neko polno bojno moč, ki jo ne bi zlomila Jugoslovanska armada, tudi če bi poskušala še s tretjimi pa četrtimi vali napadov. Ampak smo ta jekleni zid zlomili že v prvem in drugem valu in zdaj ta optimizem, ki je bil tudi tukaj na tisti megleni dan 7. septembra 1990 na pristavi, je se izkazal za pravilen. Kljub temu, da so vse številke razne govorile v korist drugih in v našo škodo. Zdaj to omenjam tudi zaradi tega, ker v zadnjih tednih in mesecih danes situacija ni enaka, ne? Čeprav je svet ponovno postal nevaren. Kdor je gledal razkazovanje kitajske vojaške moči pred nekaj dnevi, mu je najbrž to postalo popolnoma jasno. Smo v nekem obdobju, ki je drugačno od tiste hladne vojne, ki se starejši dobro spominjamo, je pa v nekem smislu podobno, samo na drugi strani je rekel, močnejši nasprotnik. Na naši strani pa je zelo veliko iluzij o tem, da se ne bo nič zgodilo, tako kot je bilo veliko te iluzije v levem delu slovenske politike v času, ko smo se pripravili na razglasitev in obrambo samostojne države. Skratka, izzivi, ki so tudi pred Slovenijo, ker smo pač del tega sveta, del te Evrope in na pragu Evrope je še vedno divja velika vojna in nič ne kaže, da bo v kratkem končana, so veliki izzivi. Tudi doma imamo velike izzive, o nekaterih so govorili pred mano, gospod podžupan, gospod Peterle. V pesmih smo jih nekaj slišali. Ne. In zadnje mesece, ko govorimo o tem, da Slovenija zato, da naredi korak naprej in da se na nek način poleg osamosvojitve tudi dokončno osvobodimo spon preteklosti in zaživimo, kot je rekel Tone Kuntner, spravljeni pač novo življenje. Zato pač potrebujemo nek glas razuma in da potrebujemo v slovenskem parlamentu ustavno večino razuma. Zdaj, ko se o tem pogovarjam z nekaterimi, vidim, bom rekel, podobno skepso kot takrat, ko smo rekli, da bomo Slovenijo ubranili proti Jugoslovanski armadi, čez številke, pa izkušnje, pa ankete, pa ne vem, kaj govori proti temu.
Mogoče, ne? Ampak čas terja to. Tako kot je čas terjal to, da se takrat postavimo na lastne noge, da stojimo in obstanemo. Tako da nauk iz tistih mesecev, ne, leta 1990 in leta 1991, ko smo šli proti cilju, za katerega so mnogi zunaj, pa nažalost tudi doma, mislim, da je utopičen, da je pač nemogoč, da se iz teh časov nekaj naučimo, ne, tudi danes. Ne, in da se zavedamo, da ko čas terja nekatere stvari, pač je treba delati zanje in ne, potem lahko uspeš. Če se bojiš razmerja sil, če misliš, da ti ne bo uspelo, ker še nikomur ni, a ne? Ali pa če se ustrašiš vsakega oblaka, potem cilja ne boš nikoli dosegel. Ne, pa na koncu bi rekel še to, da ko smo se tukaj sestali na pristavi takrat leta 1990, Ivančna Gorica še ni bila občina, ne, bila je krajevna skupnost v neki večji občini. Večina krajev, od teh 12 krajevnih skupnosti, ki danes tvorijo cvetočo občino Ivančna Gorica, je bilo po vseh kriterijih nerazvitih, ne. Suha krajina recimo, ki je tudi en del občine Ivančna Gorica, je bila po drugi svetovni vojni namerno zanemarjena. Ne, asfalt si videl, če si prišel v Ljubljano, ne, ali pa tekočo vodo več ali manj. In ko danes primerjamo, ne, stanje, demografsko sliko, razvojne indekse, uvrstitev občine Ivančna Gorica med 212 slovenskih občin, ne, potem vidimo, da se je tudi tukaj zgodilo nekaj, v kar najbrž pred nekaj desetletji nihče ne bi verjel. Ne. Da se, a ne, da se. Da se, če se verjame v cilje, da se, če je veselje do življenja. S Tomažem Smoletom so zdaj prišla z ene prireditve tam v centru občine Ivančna Gorica, ki se imenuje Vsi smo ena generacija. Ne, tam nastopajo otroci z vrtca, člani društva upokojencev na neki prireditvi, ki manifestira nekaj, o čemer je prej Tone Kuntner govoril, da si želi, da bi to postala tudi Slovenija. Ne. Se pravi, skupnost, rekel, ki diha za skupne cilje, skupnost, ker se drži skupaj, skupnost, ker se pomaga eden drugim, skupnost, kjer so ljudje veseli drug drugega in skupnost, ki se ni treba bati za prihodnost. In spoštovani, na to mesto tukaj na pristavo prihajamo tudi zaradi tega, ne, da bi ta optimizem iz tistih časov širili tudi v teh novih časih, ko so pred nami neenaki, morda ne tako usodni, ampak zelo pomembni izzivi. Hvala vsem tistim, ki vsa ta leta prihajate sem, hvala občini Ivančna Gorica, ki na te tradicije slovenske osamosvojitve da toliko, kot je pač potrebno dati v državi, ki je na teh temeljih nastala. In hvala Igorju, Lojzetu, Dimitriju, Branetu in še tistim, ki jih vidim iz tistih osamosvojitvenih časov, osamosvojitvene skupščine, osamosvojitvene vlade, ne, da vztrajajo, ne, da vztrajamo v okviru Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, da se ne odneha tudi takrat, ko nam ukinejo muzej slovenske osamosvojitve. In z tega mesta bi si upal napovedati, da ko bomo praznovali naslednjo okroglo obletnico pristave, da bodo dokumenti, ki so bili takrat tukaj sprejeti, že razstavljeni v muzeju slovenske osamosvojitve v slovenskem glavnem mestu in da si jih bo lahko vsak ogledal. Torej, zdaj, ko gre za stvari, ki so velike in pomembne, se jih sicer da zamegljevati, da se jih potiskati pod preprogo,
Da se govoriti o tem, da smo se osamosvojili že pred 80 leti, jaz vedno pravim, pač škoda, ker nam niste tega povedali, da ne bi delali še enkrat. Ne? Vse to se da, ampak to stvari nič ne spremeni. To stvari nič ne spremeni, kajti Slovenija je postavljena na temelju slovenske osamosvojitve, to je neizpodbitno dejstvo. Je hiša, ki stoji na tej skali, na tej trdni skali. Bivša država je bila zgrajena na zločinu, na pesku, zato se je tudi podrla in te razlike se je pač potrebno zavedati. Ne. Hvala, ker to počnete in to dokazujete tudi s tem, ko vsako leto prihajate sem na pristavo. Želim vam prijeten dogodek še naprej. Bog živi Slovenijo. Hvala lepa gospodu Janezu Janši. No, sedaj pa spet nekaj lepe slovenske narodne ljudske glasbe. Moški pevski zbor Prijatelji nam bo zapel. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. O letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsak dan. In zadnja ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptički radostno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan.
nežno oznanjaj pomlad. Pa je nam okrog cvetila pomlad, pa je otožno kriv rožico jad. Roža cvetila je, roža venila je, deklica toči solzi. Roža cvetila je, roža venila je, deklica toči solzi. Hvala lepa moškemu pevskemu zboru, prijatelji. Ključ zmage nad agresorjem je bil, kot je pred 5 leti na 30-letnici dogodkov na pristavi dejal prvi načelnik Slovenske vojske, brigadni general Tone Krkovič, v pravilni oceni in dojemanju izhodiščnega položaja ter pravočasnih priprav na agresijo, ki je kasneje tudi dejansko sledila. Spoštovane in spoštovani, sem skupaj v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Hvala lepa, da smo zopet skupaj se spomnili teh slavnih dogodkov slovenske osamosvojitve. Srečno pot domov, srečno Slovenija in Bog jo živi.